Skupina študentov Mariborske medicinske fakultete se bo poleti odpravila v Malavi, eno izmed najrevnejših afriških držav. Tam bodo ljudem pomagali z osnovno medicinsko oskrbo v okviru misijona Patra Stanka Rozmana. Čas je, da spoznamo del ekipe. To so Urša Lužovec, Barbara Furman in Špila Gerjevič. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Odločitev za pot v Malavi verjetno ni bila preveč težka, namreč leta 2010 se je že prva ekipa vaše fakultete že odpravila tja. Pa vendar, zdaj bom vprašal tako, zakaj Malavi? Ja, zagotovo zaradi tega, ker je tam že bila naša prva ekipa, mi smo sedaj druga humanitarna medicinska odprava, tako da kar se tiče organizacije, zagotovo lažje izpeljati to odpravo, če veš, da je že nekdo bil dol in ti v bistvu poda informacije iz prve roke. Tako da to, potem pa seveda ta ogromna želja, ki smo jo pravzaprav nosili že tekom študija in zdaj želimo uresničiti. In pa seveda velike potrebe v tej državi. Naši kolegi so bili zelo uspešni, so se vrnili ponosni, da so veliko naredili dobrega. Samo za občutek, koliko milijonska država je to? Koliko je tam prebivalcev? 15 milijonov. 15 milijonov. In vi ste trije. Nas je 6. Pardon, ekipi nas je 6. Kaj lahko 6 mladih bodočih zdravnikov spremeni v Malavijo? Ste se vprašali to? Zagotovo. Mislim, da ni dneva, da se ne bi spraševali o tem. Sploh sedaj zadnje mesece. Vendar smo prepričani, da z vsem tem znanjem, ki smo ga pridobivali zadnjih 6 let, poleg tega smo se izobraževali tudi pri posebnem predmetu, to je tropska medicina. Smo prepričani, da zagotovo imamo nekaj znanja in da ga bomo lahko s pridom izkoristili. Pač verjamemo v to, da vsako malo dejanje, ki ga dol naredimo, pomagamo sočloveku in vemo, da so veseli, da pridemo pomagati. Ker dejansko nimajo nikogar drugega tam. To je druga kultura, drug jezik, druge navade, vse je drugače. Kaj pričakujete? S čim vse se boste soočali spodaj? Sprva že čisto drugačno podnebje. Že to se bomo mogli navaditi na afriško ozračje. Ampak mislim, da že v prvih korakih nam bo pomagal gospod Pater. On je navajen, on je dol že koliko časa že? 20 let. Potem pa čisto z osnovnimi, na hrano se bo treba navaditi, na življenjske, čisto kako bomo spali, take stvari, osnovne. Biti odprt do kulture, ki je dol zagotovo drugačna. Zagotovo bo nekaj časa trajalo, da vas bodo ljudje tudi tam sprejeli v Malavijo. Verjetno ne čakajo tam odprtih rok, pridite, zdaj pa ste naši. Zagotovo, to je res, ja. Kakšni so izkušnje, morda, kaj so rekli tisti študenti, ki so bili tam leta 2010, kako so se oni privadili na... Ja, to je bilo zanimivo, zaradi tega, ker največ problemov so v bistvu imeli s tem, da jih nekako moški niso sprejeli, oziroma moški niso sprejeli ženskega dela ekipe, in sprva seveda se bilo treba navaditi na to, Poleg tega ženske prvih nekaj tednov sploh niso prihajale po zdravstveno oskrbo, ker pač so navajeni, da najprej je potrebno poskrbeti za moške. Ampak potem po nekaj časa so se tudi moški navadili na ženski del ekipe, tako da potem s tem ni bilo več problemov. In tudi, da imajo prednost, naprimer, otroci pa bolj bolani. Najprej so pričakovali, najprej bojo obdelani vsi moški, ki so se prišli pregledati, potem pridejo na vrsto ženske in otroci. Ampak v bistvu bo treba drugače postopati. Ja, spremenili njihovo mišljenje, da otroci so bila prva prioriteta, najbolj ogrožena. Bo tako tudi zdaj ali bodo ponovno podobni zapleti? Kaj mislite? Bomo videli. Bomo videli tudi ljubljanska ekipa, kako nam bo povedala, ki gre pred nami. Ja, aprila, torej zdaj, naslednji mesec iz Ljubljanske medicinske fakultete ravno odpotuje. Kaj ste kaj navezi ali je to takšno rivalstvo? Mi smo Maribor in Ljubljana. Ne, mi smo prijatelji. Smo na vezi, komuniciramo. Gre pa za zelo podobno akcijo. Tudi oni so zbirali denar za to odpravo, kot tudi denar zbirate vi. Koliko je ta vsota, znesek, ki ga morate zbrati, če želite dobiti? Približno 20 000 evrov. Je cilj.
je cilj. Tako. To je kar nekaj denarja. Ja, seveda. Zdaj študentje ste, verjetno tega ne morete financirati iz lastnega žepa. Na kakšen način potem? Počasi, korak po korak, preko donatorjev, preko organizirali smo pa tudi, če bomo nekaj dogodkov, ki upamo, da se jih bojo ljudje udeležili. Potem imamo SMS donacije odprte. Morda na tem mestu izpostavim, za vse tiste, ki bi radi darovali €1, pošljajo SMS Malavi 2013 na številko 1919, s tem, da je Malavi z dvojnim V. Pa brez presledka, na to mora biti pozorni, ker s tem imamo težave že 3 mesece. Kar nekaj materiala tega medicinskega ste dobili že v Sloveniji od donatorjev. Za kakšen material gre? Sanitetni, pač rokavice, potem igle, gaze, potem osnovno diagnostiko bomo s kakšnimi pH lističi, potem glukometri, potem merilci krvnega tlaka, termometri. Ker takih stvari ni dol. Takšne zadeve, ki so pri nas v ambulanti družinskega zdravnika samoumevne. To je kar nekaj steklenega materiala, kako boste to pretovorili? Verjetno na Adrio ne morete priti s svojim kovčkom. Ne. Smo iskali take letalske družbe, ki imajo veliko predlage možno. Tako da imamo pa s tem, bomo imeli še nekaj težav, moramo se dogovoriti še z ministrstvom in Rdečim križem, da nam pomagajo s tem, da bomo označili to predlago. Pa uradno imeli vse. Uradno vse, ja. Na začetku boste nekaj časa tam v Malaviju bivali in v bistvu delali v bolnišnici. Prvih 14 dni bomo v glavnem mestu Lilongwe, tako da se bomo tam v bistvu aktivno vključili v zdravljenje v njihovi lokalni bolnišnici, glavni bolnišnici, da se sploh navadimo, da vidimo na kakšen način. Ker način dela je čisto drugačen. Kakšen način dela, kakšne so smernice, katera zdravila. Pa tole privajanje ne bo tisto najhujše, ki vas bo doletelo. Vseeno boste v bolnišnici, potem pa boste odšli na teren, če govorimo o celi ekipi, ker je tudi 2 moška. Potem pa na terenu, kako se boste soočali s temi problemi, težavami? Nobene sodobne aparature, nobene preiskave ne boste mogli izvesti. Na kakšen način boste postopali tam? To so v bistvu takšne vprašanja, ki jih bomo reševali, ko bomo tam. Sama organizacija je taka, da nam gospod Pater prijazno odstopi džip oziroma kombi in potem gremo z ekipo, naša celotna ekipa, pa še 2 nutricijski, ekipa 3, pa prevajalce tudi dobimo in potem gremo po okoliških vaseh in izvajamo ambulantno zdravljenje. Osnovno improvizirane ambulante naredimo. Ekipa iz leta 2010 so naredili ambulante v šolah, cerkvah. Kjerkoli, kjer bo možno. Je možno. Na dan pričakujemo nekje od 100 do 200 bolnikov. In potem zdravimo res osnovne stvari, katere lahko. Recimo, katere so te osnovne stvari? To so predvsem različna infekcijska obolenja, recimo okužbe dihal, ki jih lahko tukaj pozdravimo z antibiotiki. Črevesne okužbe. Kronične bolečine, v glavnem... Dehidracija je velik problem. Tega se ne zavedamo, da to lahko huda zadeva, če ni zdravljena. Probali bomo tiste najhujše najprej skrbeti. Potem malarija. Pri bolnikih s HIV pa bo v bistvu bolj šlo za kakšno pomoč z lajšanjem bolečine, pa za zdravljanje akutnih stanj, ki se pač nacepijo. In za socialni suport, tudi to je pomembno. Pričakujete, še tole prej, slišal sem, da v teh afriških državah ima na vasi ponavadi glavno besedo vrač. Je tudi tukaj? Ponavadi grejo najprej do vrača, vprašajo vrača in potem, ko vrač več ne more pomagati, na koncu pridejo do vas. Mislim, da se to še dogaja, koliko spremljamo dogajanje. Ja, to je še problem in je bil tudi problem takrat prvi odpravi. Ampak potem, ko dobijo neko zaupanje in ko se navadijo na te, potem je lažje. Je pa res, da tudi duhovniki so pred samim zdravljenjem pripravili ljudi. Zdaj pa pride ta ekipa zdravnikov, ki vam bo pomagala. Takrat pridejo, najavijo nas, dajo tudi nek duhovni uvod. V bistvu duhovni uvod v pridigo upletejo načine, kako lahko sami poskrbijo za svoje zdravje. Na preventivo, da jih izobražujejo skozi pridigo, skozi pridigo. V bistvu je
ta narod je pokristjanjen. Ja, tako. Ja. Ne, zato skrbijo tudi Za patri, duhovno misijoni. oskrbo. Ja. V Ne. bistvu mi delujemo v okviru programa Patients and Orphans, to so bolniki in sirote. In mi bomo prispevali zdravstveno oskrbo, pater in ostali pa duhovno oskrbo in pa tudi deljenje hrane za sirote in tako dalje. Je dekleta, ne bo poletja, ne? Ja, nič za to. Avgust pa do oktobra, potem pa boste verjetno prišli nazaj na zimo. Novembra, ja. Ja, res je. In kako boste to premagali? Greste kaj zdaj na dopust prej? Ne, Ali so spiti? Spiti so, ne? Spiti pa veliko dela še zaključne naloge. Imamo še veliko za opraviti, preden gremo. Koliko vam še ostalo do konca? Koliko izpitov še morate narediti, da boste potem trenirali? Nekaj še. Par izpitov. Ne več. Ko mi nekdo reče par, je to ponavadi tam okrog 10. Mislim, da smo tu nekje. Rečemo od 5 do 10. Želim vam srečno pot, še srečnejšo vrnitev, pa veliko izkušenj pozitivnih. Hvala lepa. Hvala. Najlepša hvala.